No, takole letos smo malo prehitevali ali pa nas je vreme malo prehitelo s svojimi hladnimi nočmi. Občutljive rastline smo sadili prezgodaj. Jaz zmeraj poudarjam, paprika, paradižnik, kumare, bučke, vse to se sadi po 15. maju. Vendar ljudje smo nestrpni, čim posije sonce, takoj gremo na vrt, želimo si čim prejšnji pridelek, da imamo potem čim prej kakšen sadež, plod na vrtu, da ga odtrgamo, vendar včasih to ni dobro. Vse tiste rastline, ki so občutljive, če jih sadimo po 15. maju, ko so noči tople, bodo takoj pričele z rastjo, odporne postale in bodo tudi manj obolevale. Vendar letos kar ni propadlo. Nekateri ste sadili že te rastline tam okrog 1. maja ali celo pred 1. majem. In veliko teh rastlin je že propadlo v tem času, ko je bilo hladno obdobje. Če pa niso, so pa bile izpostavljene raznim boleznim. Največ gliv, raznih bolezni se razvija v tem času, ko je tudi največ vlage. Rastlina, ki ždi v hladni zemlji, ne raste, ni odporna in takrat se največ nabere raznih bolezni in potem tudi hitreje oboleva in slabše rodi. Tudi če rodi, preživi, slabše rodi. Zato res priporočam za naslednje leto, da se držimo tistih datumov in bomo imeli veliko večji pridelek, boljši pridelek in pa z manj boleznimi. Zdaj pa letos, kar je. Jaz zelo priporočam, da letošnji paradižnik, papriko, bučke, kumare in te občutljive stvari tudi kdaj poškropimo, zaščitimo s kakšnimi kemičnimi pripravki. Ker s tem bomo zdaj v tem obdobju, ko so se razvijale bolezni, te bolezni zatrli in potem tudi v kasnejšem času ne bomo imeli kakšnih velikih težav. Te fungicidi, ki zdaj obstajajo, tudi niso tako strupeni, saj imajo svojo karenco in lahko počakamo karenco in potem plodove obiramo. Če pa jih bomo zdaj redno na teden, 10 dni poškropili, zaščitili, pa tudi v kasnejšem obdobju jih ne bo potrebno kaj preveč škropiti ali s kakšnimi temi pripravki. Jaz najbolj priporočam, da kar več različnih stvari, če imate doma vinograd, če špricate vinograde, potem kar še paradižnik in te občutljive stvari malo poškropite in bodo zelo lepo rasle, brez kakšnih bolezni. Vem, pri nas ljudje imajo kar precej vinogradov in kdor ga posadi v vinograd ali na začetku vinograda in ko vinograd škropi, ima res čudovit paradižnik, brez kakršnih bolezni, brez kakršnih koli streh umetnih napravljenih, da jih dež ne dobi. Tako da ni s tistem nič problemov in ne bomo imeli prav nič bolj zastrupljenega kot še celo manj kot pa tisti, ki je recimo kupljen in pride iz voza. Dodamo mogoče na 5 litrov, če sami pripravljamo, pol žlice kopra blav ali baker, potem pa dodamo še kakšen ditan, ridomil ali kaj podobnega, eno žlico tega dobro premešamo in poškropimo te rastline, tako da jih lepo zaščitimo, da bomo imeli potem lep pridelek in veselje z njimi.